Dobro jutro. Danes bi se vam rad oglasil z enim zelo pomembnim sporočilom za ta praznični čas, za božični čas. Še prej bi se vam pa rad zahvalil za to, ker me spremljate in ker z mano soustvarjate in podpirate moj trud za prebujenje, za to, da širimo boljše informacije. Hvala vsem, ki delite, ki pomagate, da se pač ta glas mojih gostov in tudi moj glas širi, zato da čim več ljudi prebudimo v srcu, zato da najdemo spet sebe in najdemo spet ta sveti prostor v srcu, to ljubezen v srcu, hvaležnost in da nas ne obvladujejo več temne sile, ki so vedno bolj prisotne v svetu, ampak po drugi strani pa tudi vedno bolj ugašajo. Torej, zdaj smo v tem prazničnem času, v božiču, in to je v bistvu glavno sporočilo od mene za vas. Kaj sploh praznujemo v tem božičnem času? Kaj sploh božič je? Mi pač poznamo uradno zgodbo, kaj je božič. Poznamo uradno zgodbo iz krščanstva, mogoče od Coca-Cole, pa od božička, pa tako naprej, malo bi rekel, eno zgodbo poznamo, Ampak kaj zares v bistvu se res dogaja v tem času in kako so naši predniki pa ljudje, bomo rekli, tisočletja nazaj, pa mogoče celo več 10 tisočletij nazaj, kaj so praznovali prav v tem času. V tem času mi praznujemo, večinoma v krščanstvu, v tem delu sveta, praznujemo Kristusovo rojstvo. Okej, zdaj je tako. Ne bom rekel, da je to narobe, ne bom rekel, da je to laž. Lahko je res, lahko pa ni res, Vsak bo sam presodil. Ampak, če pa pogledamo iz druge perspektive, pa tudi, če pogledamo kulture, stare kulture, od Sibirije, pa do Južne Amerike, pa do Azije, pa do Severne Amerike, pa do Evrope, govorim v tisočletjih nazaj. Kaj so praznovali, kaj so častili? Mi častimo danes, bi rekel, en lik, ali pa ene bogove, ali pa ene ljudi, ki so živeli, lahko so, lahko niso, ne vemo. Jaz osebno nisem bil tam in ne vem. In če pa pogledamo, kaj se zares dogaja okoli nas, zdaj od 21. do 25. decembra. 21. decembra je sonce najnižje na nebu. Kar pomeni, da je dan najkrajši. Potem pa se sonce začne počasi dvigovati. In to zelo, zelo počasi, tako da na nebu, če nimamo prefinjenih inštrumentov, tako kot jih niso imeli naši predniki, izgleda, kot da sonce 3 dni stoji. In potem se 25. decembra, to se pravi 22., 23., 24., 3 dni je dan enako dolg, oziroma se zdi, kot da je sonce na miru na nebu, 25. se pa sonce začne ponovno dvigati. Se v bistvu dvigne proti severu, oziroma se Zemlja zarotira za 1 stopinjo. Je sonce višje. In 25. decembra se začne dan daljšati. 25. decembra je že dan daljši. Tamle je Maksi z mano. Evo pa sem malo pogledal, kje je. Pridi, Maksi, sem, pridi sem. Torej, 25. decembra, to je bilo včeraj, je dan že daljši. Krščanstvo pravijo, ja, rodil se je Jezus, ampak če pa pogledamo okoli sebe, kaj v bistvu to simbolizira? Rojstvo, tamle zadnje, našega sonca. In vsa ljudstva v preteklosti, tako kot sem jaz poznal šamane iz Srednje Amerike, Južne Amerike, kaj oni tam častijo, kako je njihovo verstvo, ali pa kak je njihov način življenja, kaj oni častijo? Pa kaj so častili naši predniki, daljno nazaj, v Evropi, naši staroverci, v Sibiriji, častili so naravo. Častili so sonce, častili so vodo, častili so zrak, vse te elemente, mati zemljo. Častili so, velikega duha, ampak
Tukaj zdaj v tem času je predvsem sonce pomembno. Zato, ker se sonce na novo rodi. In tako kot je simbolika, ne? Jezus je umrl na križu, potem je po 3 dneh od mrtvih vstal. Tako kot sonce v bistvu umre, 21. je smrt sonca, 21. umre, potem je 3 dni pri miru in po 3 dneh od mrtvih vstane. In to je 25. december. Ko se dan začne daljšati, takrat sonce v bistvu vstane in to je v bistvu novo leto. Začne se nov cikl. In to je pa nekaj, kar lahko vsak vidi. Kar ne rabiš verjeti, kar ti ne rabi en prepričevati z neko zgodbo. Pač to imaš vse okoli sebe. To lahko vidiš, to lahko čutiš. Lahko imaš direktno odnos z temi vsemi elementi, tudi z soncem. In 25. decembra se sonce na novo rodi in to mi zares praznujemo. Zato je ta čas tudi tako energijsko intenziven. Veste, ko pravijo nekateri, prazniki so pa zelo težki, pa zelo taki, ne. Pa veliko se pije v praznikih, ne, tako veliko je tega alkohola. Zakaj? Zato, ker je ful močen energijski potencial. In takrat lahko vi ta potencial izkoristite za to. Lahko naredite obred, zakurite ogenj in kaj so naši predniki delali? Kurili so ogenj, ne? Tako, ker da so pomagali soncu, da se ponovno rodi. Ne? In ta ogenj, v bistvu sonce, je narejeno iz ognja. To se pravi, ogenj je enako sonce. In ko ti ogenj prižgeš, si prižgeš sonce, prižgeš svetlobo. In ogenj je zelo močen element, ki nam pomaga pri transformaciji. Pri temu, da sežge staro in prižge novo. Zato je tudi ogenj recimo na grobovih, nam pomaga pri transformaciji starih čustev tudi, sežiga staro in na torti, na rojstnodnevni torti je tudi ogenj, kar pomeni, da prižiga nove stvari. Ne? Niso to naključja. Ne? To so vse, bi rekel, ostanki tega, kar so naši predniki zelo dobro poznali, ampak to se je vse zgubilo, zato ker prenos informacij je bil usten, to ni bilo zapisano. Ne? In to se je vse zgubilo, potem, ko je prišlo krščanstvo in pa rimsko cesarstvo, ne? So v bistvu izničili vsa ta plemena, ki so častila naravo, kar v Ameriki še niso mogli izničiti, ker so prišli šele 500 let nazaj v Ameriko in začeli uničevati tam te stare indijance kulture. Tam se je še ohranilo, pri nas je pa to žal vse zredirano, zato se moramo mi zdaj učiti od njih. Ne? Najprej smo jih belci zatirali, zdaj se pa mi hodimo učiti tja. Čeprav Slovani nismo nikoli bili taki osvajalci, saj kakor jaz vem, ne. Mogoče, če me kdo popravi, če ima drugačne informacije. Ampak hočem reči to, da se je rodilo novo sonce in naši predniki so to zares, so zares to praznovali. Ne. In to mi praznujemo v tem času. In to se mi zdi zelo pomembno sporočilo, da navežemo spet stik z naravo, z soncem, z vodo, z zrakom, z zemljo, z vsemi temi elementi in imamo duhovni odnos z njimi, ne? Ker to nam potem pomaga pri transformaciji. Ogenj, kot sem prej govoril, pa da nadaljujem, kaj lahko vi naredite sami v tem času. Zakurite si ogenj, lahko tudi svečo, je tudi okej. In ker ogenj pomaga pri transformaciji, ogenj transformira in vi lahko si zapišete ali pa si zamislite stvari, ki bi jih radi spustili iz vašega življenja. Razne zamere, stara čustva, ne vem, imate neke vzorce, ki se vam ponavljajo, pa kar ne grejo stran. In to lahko predate ognju. Ne? In ga proste, da vam pomaga uničiti, zakuriti. Ogenj ne kuri samo drva, ogenj kuri tudi stara čustva in vam pomaga to transformirati, zažgati, izničiti. In vse, kar je staro in bi se želeli vi posloviti, bi želeli spustiti ven iz življenja. Želite, da bi rekel, da se osvobodite tega. Lahko to zdaj naredite v tem času, ker ta čas je izjemno energijsko močen, to se pravi okoli tega naravnega novega leta, 25. decembra, ko se sonce ponovno rodi,
ko se cikl obrne, je ful močen, energijsko ful močen čas, ki ga lahko uporabite za to, da izničite staro, da se to transformira, za transformacijo. Hkrati pa lahko ognju predate svoje srčne želje, kaj želite, da bi vam ogenj pomagal prižgati. To se pravi, katere želje, katere neke srčna hrepenenja. Morda želite, ne vem, da zamenjate delo, ki ga opravljate, morda želite boljši odnos s partnerjem, morda želite, ne vem, boljše zdravje. Vse to vam lahko ogenj pomaga v tem času. In to so naši predniki počeli. Pa to še vedno počnejo stare tradicije, indijanske predvsem, pa tudi ostale. In uporabljajo te elemente zato, da jim pomagajo pridobiti duhovno moč. Ker preko teh elementov mi dobimo duhovno moč, preko sonca, preko vode. Če se z njimi povežemo z srcem, povežemo, mi dobimo informacije, dobimo znanje od teh, bi rekel, duhovnih učiteljev, čeprav nimajo oči, pa ne govorijo, ampak če jim zelo dobro prisluhnemo, govorijo, ampak govorijo direktno v srce, ne govorijo na ta način, ko mi govorimo. In vam lahko pomagajo dobiti duhovno moč, da se opolnomočite. Narava ima izjemno moč, če ji prisluhnemo. Ne? V tem času pa še posebej sonce. In dajte se s soncem povezati, dajte se mu zahvaliti, tudi vsem ostalim elementom. In boste videli, kak efekt bo imel to na vaše življenje. In uporabite ogenj. Ogenj ima ful veliko moč. Ne samo v tem času, lahko si zakolite ogenj kdajkoli in mu predajte in mu pomagite in mu ga prosite, da vam pomaga pri transformaciji, da zažge staro, da prežge novo. In samo zahvalite se mu in ga dajte mu to ljubezen, dajte ljubezen vsem ostalim elementom in boste videli, kakšni čudeži se bojo začeli dogajati v vašem življenju. In to je tista resnica. To je tisto, kar je res. In to imamo vsi na voljo v neomejenih količinah. Sonce sveti ves čas. In skozi imamo na voljo, da to energijo lahko v bistvu posrkamo in si ljubezen izmenjamo s soncem in to nas duhovno napolni in nam da duhovno moč, če se s temi elementi, predvsem pa s soncem v tem času povežemo. Tako da dajte uporabiti ogenj, dajte uporabiti sonce, ker to je resnica. Vse ostalo so zgodbice, manipulacije, ki trajajo še od rimskega cesarstva in še nazaj. Tako da upam, da vam bodo te informacije koristile in da se boste začeli povezovati z naravo, ker to vas bo duhovno opolnomočilo in boste lahko splavali iz tega matrice in se prebudili. In ne bomo več sužnji, sužnji tega sistema, sužnji vseh teh v bistvu demonskih sil, tudi duhovnih demonskih sil, preko katerih smo v bistvu vodeni in manipulirani. Ker vse te zgodbice se usidrajo v nas in potem mi praznujemo neki 25. decembra, pa v bistvu sploh ne vemo, kaj praznujemo. Ampak kar nekaj praznujemo, ker pač se dobimo, ampak sploh ne vemo zakaj, pač dobimo se. In potem to prevzame biznis, pa prevzame to božiček, pa prevzame to v bistvu vse te korporacije, ki že v bistvu od rimskega cesarstva naprej to spretno manipulirajo. Najprej silo, najprej z silo, potem, ko pa to ni več šlo, ko je rimsko cesarstvo razpadlo, pa še seveda preko rimokatoliške cerkve. Tako da ni na ključe, da je sedež rimokatoliške cerkve v Rimu. Tako da, upam, da vam je to, kar sem vam povedal, koristilo. Skratka, moja zahvala še enkrat vam vsem in hvala soncu, hvala vodi, ki je tukaj okoli nas. Hvala zraku, hvala mati zemlji, hvala drevesom, hvala rastlinam, hvala vsem ljudem, hvala naši vesoljni družini, hvala vsem našim prednikom, vsem našim potomcem, ki pridejo za nami, hvala vsemu duhovnemu svetu, ki nam ves čas pomaga,
vsem spiritom, ki nas podpirajo s svojo močjo, ki nam dajo to notranjo moč. In hvala velikemu duhu za to, da nam daje ta dar življenja in seveda vsem ostalim elementom. In hvala celemu vesolju, da nas podpira, in hvala velikemu duhu, da nam daje ta dar življenja, da lahko uživamo vsak dan, da smo živi in da ustvarjamo to čudovito pravljico življenja. Pač da lahko uživamo vse te darove, ki jih imamo. Tako da najlepša hvala, še enkrat uporabite, povežite se z naravo, ker tam je ključ. In ključ je tudi v hvaležnosti, da se zahvalimo vsak dan za vse, kar imamo, za vse, da se zahvalimo naravi, da se zahvalimo vodi in vsem elementom, da se zahvalimo soncu. In boste videli, kaj se bo potem rodilo v vašem srcu. Čisto ena druga realnost in potem začnejo te stare stvari kar odpadati, stari demoni začnejo odpadati, stare suženjske, bi rekel, entitete, parazitske entitete začnejo odpadati in odpre se vam en drug pogled na svet, ki je izjemno čudovit. In to so naši predniki vedeli, dokler v bistvu nismo bili nekako vrženi ven iz tega in zmanipulirani, ampak zdaj se to vrača nazaj, zdaj je čas prebujenja. In to je moje sporočilo za danes in sem vam zelo hvaležen, če boste to poslušali in če boste tudi v bistvu pomagali. Vsak, ki naredi nekaj, pomaga celemu svetu. Če se boste vi zahvalili, boste pomagali vsem ostalim, ker ta energija v srcu je povezana, v srcu smo povezani s čist celim vesoljem. In ko mi v srcu prebudimo to energijo, to ljubezen, to hvaležnost do vsega tega stvarstva, ki ga imamo, hkrati prebujate tudi ostale. Tako da najlepša vam hvala za vse, kar boste naredili, in želim vam čudovit praznični čas in hvala za vse. Srečno.